Dober večer in lepo pozdravljeni v naši oddaji Vaše zdravje, naša skrb. Tudi nocoj imam gostjo, gospo Herto Kosmina. Lepo pozdravljeni. Midve sva skupaj že zdaj kar nekaj nedelj, a ne? Kar nekaj mesecev že. Kar nekaj mesecev že, ja, bi lahko rekli. Torej, tisti, ki še ne veste, v naši oddaji govorimo o različnih zdravstvenih težavah, ki vas pestijo. Lahko tudi seveda pokličete, vprašate, poveste, kakšne so vaše težave in gospa Herta vam seveda z največjim veseljem odgovori, pomaga. Proti koncu oddaje pa predstavimo tudi izdelek, 2 ali 3, kolikor je pač potrebno za te dotične težave, a ne? In ti izdelki vam seveda pomagajo v najboljši meri, to so prehranska dopolnila, naj povemo, na zelo naraven način, a ne, gospa Herta? Tako da res zelo učinkovita, pomagajo. Naročite jih lahko seveda tudi na telefonsko številko, ki se bo izpisala kasneje. Midve pa danes kar začneva, a ne? Danes bova govorili o eni težavi, ki bi lahko rekli, da bolj pesti ženski del populacije kot pa moški, a ne? V večji meri, no, bomo rekli, to so sečila. In vnetja, seveda. Pa deva najprej razčistiti, kaj zdaj vse spada pod sečila. Imamo ledvice, imamo mehur, je to verjetno neka celota, ne? Ja, zmeraj vam nekaj, velikokrat, kadar gledamo pač, mogoče gledamo samo mehur ali pa samo ledvica, ne? Tukaj res moramo pač zajeti eno kompleksno celoto, od ledvic pa sečevode, pa potem mehur, ne? Velikokrat pa tukaj bolj, bom rekla, spet tako pri ženskah tisti ginekološki del vpliva na te probleme, pri moških pa tudi prostata, ne, ker je povezana z tem prehodom seča pa tako naprej, ne. Tako da je izjemno pomembno, da sploh pri ženskah imamo več problemov, tako kot ste rekla, ne, ženske, kakor da smo podvržene vsemu, vse nas prej ulovi. Tudi zaradi tega, ker imamo blizu, bom rekla, izločanje blata pa sečevod, ne. Moški imajo to bolj oddaljeno, zato moramo biti izjemno pazljive, kadar se to pač neka brišemo, pravijo samo nazaj, pa tako, ne, ker večinoma teh obolenj nekako prihaja iz prebavnega trakta, ne, vse te bakterije, glivice pa te stvari, ne. Dobro, kako pogosta pa so ta vnetja lahko? Izjemno pogosta so, ne, tako kot smo se prej že pred oddajo pogovarjali. Bom rekla, mene, bom rekla, poznam in se srečujem s temi problemi na terenu, me je malo šokiralo, ker sem prebrala, da 15% vseh antibiotikov se predpisuje za vnetja sečil, ne, kar je, bom rekla, izjemno visoka številka. Drugače pa, tako kot smo rekli, ženske, ne, 30-krat pogosteje zbolevamo ženske kot moški za tem problemom, ne. Tako da prav zaradi tega povezave črevesje, ginekološki del, sečevodi pa te stvari, ne. No, kako pa se ta sama vnetja pokažejo? Kako to najprej občutimo, bomo rekli? Ja, izjemno pomembno je, da velikokrat sploh ne občutimo, ne. In ko pridemo, tudi ko upravljamo te preglede, velikokrat rečemo, gospa, imate kakšne probleme z mehurjem in to? Ma ne, veste, nimam, ne. In potem greste naprej s temi vprašanji, ne. Ker za ljudi, če ni pekoče izločanje, ni nobenega problema, ne. Ampak potem imate tukaj večkratno izločanje tekočine, ne, večkratno izločanje vode, pa vprašate, kolikokrat greste na vodo? Ja, to pa velikokrat, ne. Ja, kaj pa količina, ne, ker mi kot mehur zadrži, bom rekla, ne vem, ker sem potem prav vprašala, koliko lahko naš mehur zadrži vode, pa je recimo to tako do 2 litra, ne, ampak, ne vem, pol litra ne bi bilo nič kaj takega, če bi mi enkrat izločili, ne. Ampak potem pridete do tega, da grejo na stranišče in mogoče izločijo, ne vem, 2 deci vode, kar pomeni občutek je, da vam da, ampak ni pa zaradi tega, ker je vode preveč, ne. Kar pomeni, da nekaj draži in spodbuja ta občutek, da bo potrebno iti na vodo, ne.
To že pomeni, da je prisotnost enih takih bakterij, glivic ali pa karkoli v mehurju. Potem imamo to bolečino nad sramno kostjo, ne, ker vas zvije, pa ne veste zakaj, ne. Potem so te stvari, bom rekla, ki je tiščanje, kot smo rekli, pa najhujša tista stvar je potem to pekoče izločanje. Zdaj, če je to pekoče izločanje, potem imamo hitro obisk zdravnika, ne. Ko pridemo pač na obisk zdravniku, potem vzamejo to vodo, pač pogledajo, aha, bakterije, ne, največkrat je primotren, ne, in dobimo antibiotik in potem pač gremo s tem antibiotikom domov, enih 8 dni, in vprašanje, kakšen je končni rezultat, ne. Pri vnetju mehurja največkrat ni povišene temperature. In zaradi tega tudi mi ne vzamemo to tako, če ni pekoče izločanje, ne. Potem imate pa, če pride pa do vnetja ledvic, takrat pa je, ne. Takrat je neka temperatura nad 38, mi smo praktično nekaj tako, kot da nas bi kaj povozilo, bolečine v hrbtnem delu, ki jo včasih tudi povezujemo, mogoče še s hrbtenico, ne, ker ne vemo, ali so ledvice ali je hrbtenica. Utrujeni, zmatrani, mrzelca, ne, rečejo, ne, nas prav trese, ne. V takem primeru potem smo dokaj hitro pri zdravniku, ne. Ampak rezultat je spet isti, ne. Spet bom rekla, je tisti antibiotik, jemanje in potem po enem tednu nekako, če imamo srečo, smo se rešili, ne. Tako da vprašanje je zdaj, kako je, kolikokrat se te stvari ponavljajo, ne. To je bistvo tega, ne. Bi rekla tudi, da recimo, no, zdaj, če se malo osredotočiva na tale antibiotik, verjetno tudi telo postane imuno. Ja, saj to je, če se stvari ponavljajo, Večkrat, ja. ponavljajo, potem vprašanje je, koliko je ta antibiotik deluje, ne. Ali pa bom nekaj še tako, ne, ali je to antibiotik za pravilno bakterijo, ali je ta antibiotik v bistvu usmerjen v ta pravo bakterijo, če ni to, recimo, mogoče tudi glivica ali pa kaj drugega, ne. Ker mi v črevesju imamo vse polno teh stvari, ne. In tudi verjetno, kadar mi jemljemo te antibiotike, vprašanje, če se pobijajo bakterije v črevesju, ne. Saj mogoče v samih ledvicah in mehurju se, ampak vprašanje, če se v prebavnem traktu. In če nismo potem pazljivi, imamo ponovni prenos prebavni trakt mehur, ne. In potem pridemo v en taki začaran krog, ne. In potem vedno več antibiotikov, vedno manj občutljive bakterije na antibiotik, ne. No in pa, da bi se zdaj izognili tem antibiotikom, kaj lahko sami naredimo? Ja, v bistvu tudi, če že dobimo antibiotik, je potrebno izjemno veliko tekočine, ne. Ker če mi tega nekako ne znesemo, če naše ledvice ne lahko delujejo, nekla, s tem, da imajo dovolj tekočine v organizmu, potem ne bojo mogle čistiti, ne. Izogniti se moramo spet tako, ne, sladkarije, ne, vam ful vplivajo na to, da lahko še dodatno obremenite ledvice. Potem imate, rekla, kava, tista, ki je nezaželjena, vse gazirane pijače, ne, to je nekaj sploh nezaželjeno. Tudi pekoča hrana ne bi bila v tej smeri, ne, tako da naredimo nekaj v tej smeri, da tudi sami olajšamo delo ledvicam, ne, ker drugače je to kot en taki začaran krog, ne. Ne moramo reči, recimo takrat imamo vnetje, imamo antibiotik, ampak vseeno imamo kakšne fizične napore in tako naprej. Tega boljše, da organizmu pustimo, da ima energijo, da se bojuje z obolenjem, ne. Ker drugače on nima energije, da bi se bojeval z obolenjem, ne, če mi to energijo pač damo kam drugam, ne. Drugače takrat moramo pač se zavedati, da imamo kot eno kritično točko, mehur, ledvica, ne, kar pomeni obutev, ne, tople nogavice, ne. Zdaj jaz kakšenkrat rečem tako, ne, da moda ne gre ravno v prid ledvic.
Zagotovo. Imate hlače z nizkim pasom, pa vse jakne, pa vse je kratko. Pa vidite recimo to mladino poleti, vse okrog pasu, vse golo. Tudi po zimi, no? Ne samo poleti. Tudi po zimi, žal, ja. No, enkrat sem se pogovarjala z eno ginekologinjo in je rekel, v bistvu bolj že tako na specialističnih pregledih, ona dela in je rekla, da k njej prihajajo tisti, ki imajo res hujše stvari, in rekla, Herta, ne moš verjeti, to so taka vnetja, to bodo trajne posledice, ne samo vnetja mehurja, ampak vnetja jajčnikov, jajcevodov, vseh teh stvari, ker potem enostavno tudi tukaj povleče za sabo vse ginekološke predele, tako da moramo se zavedati, da če imamo te kritične točke, potem, ko prijemo z vode, poleti, treba kopalke preobleči, ne moremo se samo vleči in se sončiti, ampak je treba kopalke preobleči, tako da tudi če so kakšne vožnje z motorjem, to je izjemno pametno, je pač, da ledvice so na toplem, da ni nekaj teh tudi temperaturnih razlik pravzaprav ne. Veliko njih reče, ja, jaz tu potem strašno rada se dam, ne vem, kakšne električne te polštre pa to, in ful se hrejejo ledvice, ampak to ni vse najboljša varianta, če so te temperaturne razlike tako velike, tako da boljše je, da je ena umirjena temperatura, izjemno veliko tekočine, ker to more biti za čiščenje, pa bom rekla, zdaj določene stvari narediti, preden pridemo do tega. Skrbeti moramo tudi za naš prebavni trakt, da imamo dovolj črevesne flore in vsega tega. Kajti, če mi jemljemo antibiotik, po končani kuri bi bilo potrebno dvigniti črevesno floro. Če je ne, potem zdaj vprašanje, kaj bo prej se dvigalo? Ali se bo dvignila prej bakterija ponovno, ali se bo dvignila prej črevesna flora? Zdaj, če nič ne naredimo v tej smeri, ponavadi se dvignejo prej bakterije, na žalost. In potem pridemo spet v tisti krog, ki je, bom rekla, ponovno vnetje. Jaz sem hodila povedati, da v bistvu sem v svojem življenju tako potrkati, enkrat imela vnetje in še to je bilo res tisto, bi rekli po neumnosti. Zato, ker bili smo poleti v enih toplicah in to je bilo vse toplo. Takrat ni bilo še niti klimatiziranih sob, niti restauracij in tega. In je bilo toplo, je bilo, kadar smo bili na kosilu. Toplo je bilo v sobi, na bazenih, itak, da se ne govori, je bilo sploh toplo. In potem pridem v sobo, jaz nekaj se ne morem več in tu šmrzle vode. In tisto je bilo res tako udarno. Temperaturna sprememba je bila. Toliko močna temperaturna sprememba. Tako da takrat je bilo res tisto pole. Tako da od takrat poleti grem na morje. Bolj pametno, Toplice so tudi tako, veliko krat, dobro, ne da zdaj tisto, ampak veliko krat imate velike šanse razvoja glivic v toplicah. Res je, tisti, ki so nagnjeni k temu, bazeni zagotovo ne pripomorejo. Tako da recimo je sigurno morje v tem primeru veliko boljše kot recimo toplice. Sigurno, ja. Spet tisti, ki vejo, da so pač v določenih primerih, da so bolj podvrženi tem problemom. Se pa ta vnetja zelo rada tudi zelo pogosto ponavljajo. Imam znanko, ki ima ta vnetja praktično ves čas. Ja, to je tisto, kot smo prej rekli, da pač bakterije nekako postanejo imune, se poznamo že bakterije, ki so odporne na antibiotike in tako naprej. Imate pa še eno šanso, v tistem času, ko se vi zdravite za bakterijo, se lahko razvijajo glivice, zato ker vsi antibiotiki pobijajo tudi črevesno floro. In ko črevesne flore nimamo take, kot bi morali imeti, in tudi flore v mehurju, v sečevodih in posod, tam, kam je moglo biti, takrat imate veliko šanso, da se glivice razmnožijo. Ker one takrat nimajo naravnega sovražnika. In potem se
ta vnetja kar vrstijo. Imate pa pri določenih ljudeh ene take fizične spremembe v organizmu, ki povzročajo potem, imate večjo možnost, da bi do vnetja prišlo, ne. To so recimo tisti, ki nepravilno izpraznijo mehur zaradi ene določene pozicije, zaostajanje vode v mehurju in potem se ta konstantno, bom rekla, tam tvori vnetje, ne. Potem imate tudi ljudi, ki rečejo, da imajo refluks vode, ne. To v bistvu voda se iz mehurja vrača v ledvice, ne. To je nekaj tudi ful nevarno in se zgodi pa tudi že pri dojenčkih, da jim potem prav določene operacije, da jim vstavljajo te zaklopke, da se ne bi vračala voda v ledvice. To so potem tiste komplicirana vnetja in tako naprej, ne. Potem razni starejši ljudje, recimo, tukaj so pa moški bolj na udaru, ki imajo recimo kakšne katetre, zaradi tega, ker je prostata povečana. In tam je velika možnost vnetja, ne. Tako da največkrat potem imate zdraven katetra, še konstantno jemanje antibiotika, ne. To so te stvari. Potem so sladkorni bolniki, ne, ker je tukaj večja prisotnost sladkorja v krvi, je tudi večja možnost vnetja mehurja, ledvic in tega. Pa potem so tisti, ki imajo kakšne ledvične kamne. Tam je zaradi teh ledvičnih kamnov kot eno žarišče, kjer se lahko, bom rekla, tvorijo vnetja, ne. Tako da tam je velik problem, ne. To so tista resnično ta komplicirana vnetja, ki se konstantno ponavljajo, ne. Pa sej mogoče veliko ljudi sploh ne ve, ne, da ima kamne ali pa ciste tudi na ledvicah, ne. Tudi tega je veliko, ne. Dokler ljudje prav ne grejo na kakšne take preglede, vprašanje, če sploh vejo, ne. Oziroma, dokler ne začne mogoče boleti, ja, tako, ne. In potem takrat grejo kakšen ultrazvok in to potem to ugotovijo, ne. Tako da ja, tam je kar so ta ponavljajoča vnetja. Jaz velikokrat, ko govorim z temi ljudmi, imate en taki krog. V bistvu se kakšenkrat vnetja ponavljajo na 3 tedne. Ne? Približno 3 tedne potrebujejo bakterije, da se preselijo iz prebavnega trakta spet na ginekološke organe, pa bom rekla na mehur. Omenili ste ledvične kamne. Kakšno pa je življenje z njimi? Lahko to čist brez problemov? Tako kot smo prej rekli. Mogoče govorimo o ledvičnih kamnih, pa ljudje sploh ne vejo, da ga imajo. Tudi če pri nas recimo na kakšnih teh pregledih opazimo določene stvari, določene postavke, sigurno jih ne preplašimo, ampak vprašamo, če so bili na kakšnem pregledu, ne. In če reče, da ni bil, pač veste, da lahko da kaj ima, ne, ali kakšno cisto, ali kakšen kamen, ampak o tem ne ve, ne. In zdaj, če pa gredo potem na kakšen ali ultrazvok ali kakšno slikanje, se ti kamni pač izkažejo, ampak tako, pač oni, tisti kamni so tam, dokler mirujejo in ni nobenih problemov, pač so tam in ne delajo nobenih problemov tudi. Lahko živijo ljudje normalno z njimi, čisto normalno. Zdaj, če se pa ti kamni kaj premaknejo, rekla, ne, zdaj odvisna je tudi oblika kamna, ali je to okroglo, ali je to, rekla, na kakšne bodice narejeno, ne. Če se to začne premikati, potem so pa to take bolečine, da pravijo, da bi jih lahko primerjali z bolečinami poroda, ne. Tako da to mora biti res groza. Tukaj v takem primeru nam ne preostane res nič drugega kot prva zdravniška pomoč, ne, in to izjemno na hitro, ne. Lahko pa te kamne tudi včasih razbijajo, ne, in potem se v bistvu tvori kot ta ledvični pesek, ki se potem lahko počasi tudi izloča iz organizma. Je pa največkrat boleče, ne. To, ko se pomika po sečevodu, je to tako, kot da bi rezalo, ne. Zdaj, potem v takem primeru je velikokrat tudi, če dajo vodo, je prisotnost krvi, recimo, v vodi, ne.
in je tipičen znak, recimo, da je nekaj tam tudi ranjeno. Ne. Dobro, sigurno, potem so tudi levkociti zaradi neka vnetja pa tako naprej. Ne. Ampak največkrat je to en taki znak. Ne. Kaj pa razne ciste? Tudi o tem se dosti govori. Tudi tega je veliko, ne. Tako kot sem rekla, jaz mislim, tudi ko sem v enem kraju brala, da kar 70% ljudi ima ene določene ciste na ledvicah, vendar živimo brez nobenih problemov z njimi. Ne. Tako da to ni nič kaj takega. Je pa mogoče kakšen vzrok v tem, da smo imeli kakšna vnetja, pa nismo dosti naredili na tej bazi. Ne. Ker mi moramo vedeti, da vsako vnetje, ki je imamo, pusti eno določeno posledico na površini tkiva. Ne. Ali je to mehur, sečevodje, ledvice ali karkoli. In ta ponavljajoča vnetja potem lahko pripeljejo do teh cist in do teh stvari. Če nič ne naredimo, lahko s cisto lahko tudi živimo normalno. Važno, da pač dovolj pijemo tekočine in te stvari. Lahko pa potem enkrat ta cista, ne vem, nekaj zapre, kakšen prehod in velikokrat je povezava med povišanim krvnim tlakom, ne, pa prehodnostjo ledvic. Ne. Čeprav povišan krvni tlak lahko poškoduje ledvice, medtem ko tudi, če je poškodba v ledvicah, imamo mi lahko povišan krvni tlak. Ne. Mene tako, kakšenkrat me malo čudi, da če ima kdo tako nenadno povišan krvni tlak, mu vseeno ne naredijo pregleda ledvic. Ne, ampak mu takoj pač dajo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, ne pa pregledajo recimo kakšno stanje je v ledvicah. Ne. Potem tukaj ledvice izjemno lahko poškoduje tudi sladkorno obolenje. Ne. Ko smo rekli, sladkorno obolenje vam pač uničuje to mikrocirkulacijo, ki pa je pri ledvicah kar pomembna. Ne, in če se to dolgo časa kar vztrajno to ponavlja in da nič ne naredimo na zdravljenju sladkornega obolenja, potem imamo lahko poškodbo te mikrocirkulacije in potem na koncu pride tudi včasih do odpovedi ledvic. Ne. Potem ti ljudje imajo pač to dializo, ki hodijo vsak tretji dan, ne, na to čiščenje krvi, zaradi tega, ker ledvice ne delujejo tako, kot bi mogle. Ne. Tako da tisto, tukaj spomnim enega gospoda, on je zame nekaj tako kralj, res med temi bolniki. On že 20 let hodi na dializo, ampak je rekel, da on gre prespat v bolnico. Ne. Res zanimivo, on gre zvečer in potem opravi se dializo in naslednji dan gre. Ne. Tam v Črnem vrhu eno smučišče čez še vedno in še vedno on ves aktiven. Ne. Tako da on res je taki, no, ampak si ne vem, pa njemu je bila ena poškodba, da je do tega prišlo. Ne. Dobro. Bomo mi sedaj malo zadihali, bomo se posvetili oglasom, po oglasih pa nadaljujeva. Po oglasih boste lahko tudi poklicali seveda v našo oddajo in povprašali, povedali, kar vas zanima, kaj vas pesti, čez seveda nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi, v naši zdravstveni oddaji. Nocoj govoriva z gospo Herto o sečilih in o vnetjih. Vi pa lahko seveda od zdaj naprej tudi pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22 in poveste ali svojo izkušnjo ali svoje težave in gospa Herta vam bo z veseljem odgovorila seveda. Torej, gospa Herta, ostali sva pri ledvičnih kamnih, o cistah sva tudi že govorili. Kaj pa razne glivične okužbe? Tako bi rekla, ne, da zdaj imamo praktično več problemov skoraj z glivicami kot z bakterijami. Kot smo rekli, bakterijo dokaj hitro lahko en antibiotik odpravi, medtem ko glivica je bolj trdovratna in za glivice praktično mi nimamo ne vem kakšnih zdravil ali pa če jih že imamo, potem so ta zdravila precej vplivna tudi na jetra.
In glivice se komot razpasijo takrat, kadar mi imamo kakšen antibiotik, ali pa nažalost tudi mi že s hrano vnesemo toliko teh konzervansov in teh stvari, ki nam pobivajo našo črevesno floro, da potem se glivice lahko razrastejo brez nobenega problema. Ne? In te glivice praktično izhajajo ravno tako, kot smo prej debatirali za bakterije, izhajajo praktično iz našega črevesja. Ne? In če imamo mi to prisotnost v črevesju, potem imamo prisotnost povsod. In ginekološko, in na mehurju, tudi bom rekla na sluznicah ust in kompletnega požiralnika in vse. Ne? Tako da z glivicami se mi malo težje bojujemo. Tisti, ki nas spremljajo od začetka, so verjetno videli tisto čiščenje z fazo 1, Purex 1, ki je resnično neka 99,5% raven jasne, se jih rešite. Ne? Zato, ker je treba prečistiti kompletno telo. Treba prečistiti prebavni trakt in vzpostaviti v prebavnem traktu dovolj visoko črevesno floro, da nas varuje. Potem se pa ta črevesna flora tudi potem razdeli tudi na vse sluznice, na mehur, na ledvice, na ginekološko in povsod, da nas ščiti. Pa tudi, v bistvu tudi na koži imamo mi eno določeno floro, ki nas ščiti. Ne. Zaradi tega pa tisti ljudje, ki recimo doživijo opekline, ne, oni ne umrejo zaradi tega, ampak zaradi okužbe. Ne, zato, ker nimajo več kože, da bi jih ščitila pred okužbami. Ne, in to je bistvo tega. Mi imamo povsod praktično na določeno zaščito, ki nas ščiti pred okužbami. Kaj pa recimo putika? Je putika povezana z ledvicami? Je tudi povezana, čeprav je putika tako kot presnovno obolenje. Jetra slabo presnavljajo in tvorijo ene določene kristale, ampak potem se zgodi, da ledvica, tudi mogoče zaradi premajhnega vnosa tekočine in vsega tega, ne uspejo izločiti teh kristalov iz organizma. In potem se pač zaradi prevelike koncentracije seča, lahko te soli izločajo te kristale in tvorijo včasih te kristale v žolču, ki imamo potem kot žolčne kamne, ali pa kristali, ki zaostajajo v ledvicah, imamo ledvične kamne, lahko pa se ti potem največkrat nabirajo na gležnjih, nogih, ali pa še ta velik sklep pri pavcu. To največkrat, in to so res take bolečine, da pravijo ljudje, niti rjuhe ne morem dati čez. Ne. To je taka bolečina takrat, kadar je akutno stanje, da resnično ne morejo premikati. Ne. Tako da je povezava tudi ledvice, ampak še delno je tudi povezava z jetri. Ne. Ampak zmeraj tako, kot smo rekli, mi moramo izjemno veliko tekočine vnesti. Ne? Ker tudi to nastane zaradi tega, ker je pač seč tako skoncentriran, da se te soli izločajo v kristalih. Ne? Tako da tekočina je ful pomembna, dobro, potem pride pri putiki pač presnova, ne? Tukaj so prebavni encimi, ki so ful pomembni, ne? Kako presnavljamo mi določeno hrano. Ne? Dobro, bomo nadaljevali takoj po naslednjem klicu. Dober večer, kdo nas je poklical? Lep dober večer, Mojca iz Ljubljane pri telefonu. Pozdravljeni. Dober večer. Povejte. Imela bi eno vprašanje. Kaj bi mi svetovali za težave z ledvicami? Pojavljajo se mi vnetja in pa tudi ginekološke težave, tudi vnetja na tem področju. Dobro. Bomo probali odgovoriti. Bomo odgovorili, poslušajte nas. Pa hvala lepa za vaš klic. Zdaj, tako kot smo prej rekli, gospa ima v bistvu konstantna vnetja in ginekološko in mehur. Jaz v takem primeru bi resnično prej še svetovala, da bi ona prečistila prebavni trakt. Z tem Purexom 1, ki smo ga že enkrat v eni oddaji obdelali. To je resnično so in vlaknine, in zeliščne kapsule, in čaj, da prečisti prebavni trakt, da se to očisti, odnese bakterije pa glivice iz prebavnega trakta,
Potem pa za tistim paketom, recimo še s tem kidnejem, ki je resnično narejen za ledvice in za mehur, da vzpostavi eno tako močno odpornost vseh teh organov, da se ji zaustavijo ta vnetja. Ker tako kot smo rekli, če so to konstantna vnetja, ne, tukaj nekaj ne bo v redu, ne, ker mi moramo vedeti, recimo, ne, da če se vnetja ponavljajo, prej ali slej se kakšna celica napačno razdeli. Ne? In potem imamo mi lahko tudi na bazi teh neprestanih vnetij lahko kakšno večje ginekološko težavo, ne? Lahko tudi kakšno rakovo obolenje, ker če je veliko teh vnetij, potem pride pri ginekološkem, recimo rečejo, aha, pap test pa ni taki, kot bi mogel biti, imam spremenjen. Sicer ni to znak, da je rakovo obolenje, ampak tudi celica ni taka, kot bi mogla biti. Ne? In tam je jasen znak vsem, da naredijo eno čiščenje telesa. Ne? In jaz moram reči, da tukaj imam pa res že toliko teh čistih dokazov, ne? Da recimo, če so naredili čiščenje telesa, se je pap test ustavil. Tam je bilo rizik, ali se bo spremenilo v rakovo celico ali bo šlo nazaj. Ne? In če so naredile te gospe to čiščenje, se je pap test potegnil nazaj. Ne? Tako da to je pa preverjena, bi rekel človek. Ne? Tako da jaz še enkrat, gospe, ki je rekla, da jaz se ne vem. Iz Ljubljane, mislim, da. V bistvu bi rekla, prvo, gospa, poiščite tukaj ali pa naročite sem na tisto številko, ki se vam bo izpisala, prvo fazo Purexena, da resnično prečistite telo, naknadno potem, ko pa to naredite, pa pojte z kidnejem, pa boste resnično ojačala in ginekološke organe, plus nekla mehur pa ledvica. Ne? No, ker zdaj recimo, če se ta vnetja zelo pogosto dogajajo kar nekaj časa, to verjetno pusti določene posledice na organizmu, ne? Ja, točno tako. Ne? Prvo, kot smo že prej rekli, organizem rabi energijo, da se bojuje s temi vnetji. Drugo je pa tako, kot smo rekli, slej ko prej, če so vnetja pogosta, pa da se konstantno s tem bojujete, se bo kakšna izmed celic spremenila. Obstaja neka celo knjiga enih kanadskih zdravnikov, prevedena je sicer samo v srbščino, ali pa srbo-hrvaško, jaz ne vem, zame je to vse isto, nažalost. V bistvu je to, imate naslov knjige, je Karcinom leki Lizavera in tam nekako vam dokazujejo ti znanstveniki kanadski, da rakova obolenja izhajajo iz glivic. Ker pač glivica toliko časa nekako nažira naše celice, dokler se ne celica spremeni. Tako da največkrat rečejo tako čiščenje organizma in to je tisto, kar bi mi morali narediti v tej smeri, da bi se tisto. Tako da ponavljajoča vnetja lahko pripeljejo potem do tega. Pa moramo vedeti tudi, da vsako vnetje, tako kot smo rekli, pusti ene določene poškodbe na tkivu. Tako da dobro bi bilo, da se pač jih nekako Dobro, zdaj pa greva pogledati čisto, da jih omilimo. Zagotovo, ja. Čisto iz nekega vidika, recimo obutev. Največkrat, recimo jaz tudi sama pri sebi vidim, če me zazebe v noge, je tukaj hitro, potem so težave z ledvicami in z mehurjem. Ja, dobro je tako, da imamo kakšna naravne materijale, da dihajo, vendar da nas grejejo, da se ne recimo noge spotijo, pa potem, da vas ozebe, čim vzamete ven, da imate nogavice, ki so tople. Sploh pa ne tako, sprememb. Tako kot smo rekli, ne vem, da prvo prijete v hlačah, vsi skriti, ne vem kaj, potem pa kar naenkrat, ne vem, zdaj pa zvečer gremo ven, zdaj pa mini krilo, pa ne, go v pas, pa gremo, ni variante, kadar je zima, je pač zima in je dobro, da smo pač bolj oblečeni, Tako da po izkušnjah je že, bom rekla, tako nekako, da če nas popiha, pa tako, je hiter problem lahko. Sploh, če smo
tam občutljivi. No, so pa noge zagotovo ena taka stvar, ko če nam je toplo v noge, nam je po celem telesu, ne? Če nas so noge zebe. To pomeni, da je prekrvavitev dobra, in da v bistvu ta kri kroži, drugače pa mrzla kri iz tistega prihaja gor v ta predel. Imava še en klic, ga bomo sprejeli. Dober večer. Dober večer, Dober na telefonu. Pozdravljeni. Jaz sem tudi že imela pač izkušnjo, se pravi z vašimi izdelki, sicer sem imela, stalno me je sililo na vodo, ko sem pa hotela iti, pa ni bilo nič. Pač laboratorijski izvidi so pokazali, da ni bila bakterija, da je tudi vse v redu, in potem so mi v lekarni Novak priporočili kidney in pa čaj Purex faza 1. Tako da sem v bistvu že po enem mesecu imela zelo dober rezultat in v bistvu sem tudi normalno potem odvajala. No, potem ste ugotovila, da naš mehur drži več vode kot 2 deci. Tako, to sem ugotovila, tako da sem zelo zadovoljna, tako da bi tudi priporočala drugim, če imajo podobne težave, da se oglasijo. No, ker v lekarno Novak, ali kje ste rekla? Tako, v lekarni Novak v Novem. Novo mesto, ali kje je to? Tako, Novo mesto, ja. Novo mesto, ja. No, super. To je ena izmed naših točk, ja. Hvala lepa, gospa. Hvala lepa. Lep večer še naprej. Lahko noč. Ja, včasih je ravno to, ko smo rekli, pri mehurju ni bolečine tiste. Samo nekaj hodite na vodo, pa tudi včasih, ko greste, testiranje je na bakterijo. In če je to glivica, potem tukaj nimamo rezultata. In rečejo, ni nič, je vse v mejah normale, vse je BP. In to je tisti problem. Kar smo pa prej, da nadaljujemo odprej, jaz pravim tako, da moda ni najbolj na strani zdravja. Včasih rečem, da je bolj na strani kakšnih drugih, ampak dobro. Zato, ker vse te goli pasovi, pa to ni najboljše v tej smeri. Še ena stvar je, ki ful vpliva na mehur pa na ledvice, in to je stres. Tako kot mi se moramo pač zavedati, da imamo ene določene šibke točke, in če imamo šibko točko pri mehurju, potem je verjetno tisti spet na udaru, takrat, kadar smo bolj pod stresom. Tudi kar se tiče inkontinence v starejših letih, obstaja stresna inkontinenca, kar pomeni tipično ima vpliv stres na mehur. Tako da tisto je bilo tudi par oddaj že narejeno, tisti relaks preparat, da pač zmanjšamo ta vpliv stresa na organizem, ker če je naša šibka točka mehur, potem pri vsakem stresu smo mi pečeni, bi rekli. Moramo vedeti, katera je naša kritična točka. Nekateri imajo pač, bom rekla, ne vem, glas, nekateri imajo glavobole, nekateri spanje, nekateri pač mehur. Vsak ima nekaj, pa prebavni trakt, nekaj je, zagotovo. Ja, nekaj je, brez ne gre, ne? Ne, točno tako. Dobro, ste nam pa danes pripravili 2 izdelka. Ja, danes so ta 2 izdelka, ki jih je gospa iz Novega mesta poudarila. Jaz bom rekla tako, da ta kidney je tako kot več kot čudežno. Kar se tiče mehurja, ledvic, sečevodov, čutite ga tako v 2 do 3 dneh. Mislim, največje merilo je bila moja soseda, ker je ona ima tako bolj kritično točko in pravi, pride k meni in pravi, imaš kaj z mehur, veš, jaz vse me boli, je rekla, in čez 3 dni grem v toplice. In pa sem rekla, ja, imam jaz, sem rekla, samo boš mogla vzeti to v toplice, potem tudi naprej, da že sploh kar v toplice. In potem ona to vzame in ko je prišla domov z toplic, čez enih 10 dni potem, pravi, no, kako je bilo, Jožica, je ime, tako da. In pravi, joj, super, veš, sem rekla, si vzela sabo? Ne, ker me ni več bolelo, je rekla po 3 dneh, Pa sem rekla, tudi če te ni bolelo, bi vzela v toplice, mislim.
Tako da potem je ona to prišparala, ne, naprej v hladilniku, ne, ampak jaz svetujem tako, da se naredi kura, kadar se tisto, ne. To začne z jemanjem. To je preparat, ki je narejen na 4 izjemno močnih rastlinah. Največ, kar poznajo, ljudje poznajo vedno zeleni gornik, ne. To je kot ursi čaj. Deluje izjemno protivnetno, izjemno protibakterijsko, protiglivično, ne. Potem imamo te zlato rozgo, ki jo tudi še kar poznajo, ne. Ta uničuje vse te kužne glivice, med njimi tudi kandido. Ne, ker tudi kandida je tista, ki lahko povzroča probleme in v črevesju in v mehurju. Ne. Tudi blaži razna vnetja, deluje pa tudi v smeri uničevanja ledvičnih kamnov. Tako da je to tudi tako zelišče izjemno močno. Potem imamo pa tukaj njivsko preslico. Njivska preslica se tudi dobi v obliki čaja in tako naprej. Ta vam tudi, ko prav čisti kristale putike, ne, to pa celo znižuje krvni tlak, ne, tako da tudi pomaga pri tej mikrocirkulaciji v ledvicah in tako naprej. Odvaja vodo iz organizma in direktno krepi sečila. Od ledvic pa do mehurja. Potem imamo pa tukaj eno zelišče, ki ne vem, če bodo ljudje poznali, ne, to je ta ortosifon. Malo bolj nepoznano zelišče, ampak kar se tiče tega ortosifona, deluje po istem sistemu, kot deluje zdravilo proti putiki. Jaz sem to pogledala to tista bela rožica, ne, tam, ki jo vidite na ekranu. Jaz sem to gledala neke razne te raziskave, tudi na računalnikih, če bodo gledali, ne. Celo formula je ista pri tem zelišču kot pri zdravilu za putiko, ne. Tako da deluje neverjetno, čisti zraven ledvica, čisti mehur, ne, in preprečuje to tvorbo teh kristalov, ne. Prav resnično izjemno deluje, ne. Zraven pa je to tako sestavljeno kot izvleček, izjemno močan. Jemlje se en ta zamašek majhen v 2 deci vode enkrat dopoldne, enkrat popoldne. Ne preveč pozno, ker če preveč pozno to jemljejo, potem bodo mogoče morali hoditi na vodo tudi v toku noči, ne. Tako da je pametno, da je tam do 6 zvečer to opravijo, ne. Zelišče kot te izvlečki vsi skupaj deluje tudi tako, da dobesedno preprečujejo lepljenje bakterij na steno mehurja, na steno sečevodov, na vse te stvari, tako da se mora vse to skupaj izločiti iz organizma, ne. Potem imamo tukaj pa še ta čaj. Čaj kot, bom rekla, izjemno dobra sestava teh naših raznih zelišč. Vsebuje tudi ljubje krhlike, kamilico, janeževo seme, zeleni čaj, bezgov cvet, pa tudi laneno seme. Deluje kot splošen čistilec organizma. In naredimo ga tako, da si skuhamo iz ene vrečke 2 litra čaja. In smo že tukaj pridobili tudi tisto tekočino, ki jo mi moramo vnesti v toku dneva. In deluje ravno tako, da odvaja odvečno tekočino iz organizma, spodbuja delovanje ledvic, spodbuja čiščenje organizma, spodbuja praznjenje, bom rekla, organizma. Enostavno tudi pomaga malo pri odvajanju blata iz organizma, ne, da se pač organizem v celoti ščisti, ne. Ker tudi ta zelišča v kidneju delujejo, tako kot smo rekli, protivnetno, protiglivično, protibakterijsko, protivirusno, ne. In enostavno potem na cel organizem delujejo v tej smeri, da se organizem lahko postavi, ne. Tako da je resnično ena kombinacija tista, ki jo morate narediti v kuri. Deluje se tako približno 1 mesec, malo več pride recimo, ne, v tej steklenici in se naredi redno kuro. Zato, da
se bakterije ne morejo razmnoževati, kajti če mi to enkrat ja, enkrat ne, enkrat gor, enkrat dol, potem imajo že nekako možnost tudi glivice in te stvari, da se v organizmu zadržujo, pa da še vedno se malo potuhnejo, rečem jaz. Ne. Treba je narediti res tisto udarno, da se to čisti in potem se lahko nekaj regenerira še s kakšnimi prebiotiki in to, da se potem organizem lahko postavi in da se rešimo teh konstantnih vnetij. Lahko povem še ceno, rekla, to imate 34 evrov, to pa 19 evrov, tam kakšen cent gor ali dol, ampak tam nekako. In imate res tisto pravo kombinacijo, ker so zelišča in skupaj in v pravi kombinaciji in resnično skoncentrirana. Ne? To ne moramo primerjati z enim čajem, ne? Če tako rečemo, ne? Ker je to v veliki vrednosti in je že resnično v pravem sorazmerju. Ne? Dobro, bova sprejeli še en klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Pozdravljeni. Živijo. Iz Ljubljane, kličem Tomaž. Jaz z eno vprašanje, namreč imam vnetje ledvic in sečil, pa tudi ko grem na WC je zelo tako, rekel, neprijetno. Če mi lahko poveste, kako je to pri moških in kako si lahko pomagam. Dobro, bomo z veseljem odgovorili, gospod Tomaž, hvala lepa, ker ste nas poklicali. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Še moški predstavnik, ne? Še moški predstavnik, ja. Ponavadi nekaj bolj pričakujemo ženske v tem delu, ne. Lahko pa, da nekaj raste ta problem, ne. Jaz imam zmeraj ravno tukaj občutek, da pri ženskah veliko prej opazimo prisotnost glivic. Zato, ker pride do ginekološkega izcedka. Pri moških pa tega izcedka ni. In velikokrat debatiramo o glivicah, ampak ne vidimo tega vzroka. Jaz bom tako zdaj pri gospodu bi tako rekla, če on vidi, da ima določene probleme tudi z odvajanjem blata in z temi problemi, da je bolj zaprt, da je napet, da ima veliko zraka v prebavnem traktu in tako naprej, potem bi tudi pri njemu še prej štartala z Spureksomena, da prečisti tudi prebavni trakt, ker meni se mi zdel po glasu, da je bil gospod precej mlad, da bi prečistil tudi prebavni trakt, potem naknadno pa bom rekla, ali pa tudi istočasno bom rekla, lahko gre tudi z kidnejom zdraven, da bi sčistil tudi iz ledvic, pa iz tega, ker zvenelo je, da ima kar resne probleme. Pa po mojem je bil že pri zdravniku, pa antibiotiki, pa se vrstijo verjetno antibiotiki, pa ne reše tega problema. Tako da jaz bi šla pri njemu resnično lahko tudi udarno. Pureksena, da sčisti prebavni trakt, pa kidnej zdraven, da mu sčisti ledvica pa mehur. Da se tega reši, kajti drugače tako pride, tako kot smo prej rekli, ponavljajoča vnetja, nas pripeljejo do enih določenih problemov. In lahko tudi, bom rekla, iz tega naslova ima toliko moških problem pri prostati, ker tam pa nekaj imamo res, že se mi zdi, malo bolj kritično situacijo. Moških je pa izjemno veliko s problemi prostate. Lahko tudi oni imajo na določene probleme z vnetji mehurjev, ampak se jih ne občuti, temperature ni, lahko grejo malo večkrat na vodo, malo te stvari in potem enostavno, bom rekla, pride do problema prostate, tisti je pa potem tisti udaren, ki je, bom rekla, tistega pa vemo. Potem tudi vsa zdravila, ki jih oni dobivajo, so malo vezana na odvajanje vode, na mehur, kar pomeni plus na zniževanje tega vnetnega procesa pri prostati. Tako da tudi, če imajo recimo moški probleme s prostato, bi mogoče bilo enkrat dobro narediti tako čiščenje mehurja in ledvic, ker je to velika povezava. Tudi ko mi opravljamo te preglede po terenu, moram reči, da če imajo probleme s prostato, ponavadi se tudi mehur pokaže. Ker enostavno neka prostata potem tudi pritiska na ta sečevod in ko voda teče ven, pomeni, da tam je ena kritična točka, v kateri se lahko ustvarja vnetje.
In potem nismo nič naredili, ne, je v bistvu ponavljajoče vnetje na enem drugem točki, plus bom rekla še prostata, ne, tako da protivnetno je v organizmu zmeraj dobro delovati, ne. Nekaj še povejva, to je v obliki soka, za kako dolgo je ta sok? To je za približno v obliki, to je, bo nekako sestavljeno v alkoholni raztopini. Sicer je nizek alkohol, to imate 17%, ko to vzamete v eno taki zamašek, to ni noben alkohol več, ne? Ampak je zaradi tega, ker edino v taki obliki praktično dobite lahko vse te vrednosti iz teh zelišč. Zato sem pa tudi rekla, da ni primerljivo z čajem, ne? Ker je resnično močna koncentracija. To imate vsaj za en mesec, še ponavadi pride za njih 35 dni. Kako pa to shranjujemo, ko se enkrat odpre? Ko se enkrat odpre, se da v hladilnik. Tako in se dvakrat na dan, tako kot smo rekli, vzame. Enkrat zjutraj, enkrat pa popoldne, po možnosti do 6. ure. Ne preveč pozno? Ja, v 2 deci vode se zmeša in se to spije, ne. Tako kot sem rekla, za bilo katere probleme, kar se tiče ledvic, mehurja, sečevodov, pa tako, ko je bil zadnji gospod, ne, resnično, kar se tiče teh vnetij, lahko vplivajo tudi na prostato, ne, in potem se to obolenje tisto. Tako, rekli smo pač pravilno obutev, ne, pravilna obleka, ne, čim manj kave. Zdaj prihajajo hladni dnevi, a ne? Ja, točno, zdaj so kar pred nami, ja, so že. Ne preveč kave, ne preveč sladkarij, ne, posebno zdaj, ki bojo praznike, pa tako naprej, ne. In veliko tekočine. Veliko tekočine, po možnosti kakšnih takih, tudi ta čaj, bom rekla, ljudje izjemno radi potem pridejo nazaj in rečejo, ma kaj jaz ta čaj lahko vzamem, ne, tudi za naprej, ma lahko ga pijete tudi konstantno, ne, ker edino na ta način oni si dajo en ukaz, da spijejo toliko tekočine v toku dneva. Tako da resnično je pomembno, da si damo na eno vidno mesto in da spijemo tisto tekočino v toku dneva. Da se res spomnimo, da ne pozabimo. Da ne pozabimo in da smo toliko prisebni, ali pa da se sami sebe prisilimo, da toliko spijemo. Tako, sami sebe prisilimo, ja. Da pa pridobimo navado, ponavadi rabimo 28 dni, smo rekli, ne. Ena lunina mena in potem imamo tisto navado, da pač resnično spijemo toliko tekočine v toku dneva, ne. Tako da treba je pomisliti, kje je naša kritična točka, tako kot smo rekli, ne. In potem delati na tem, ne? Za svoje telo, zase, za leta, ki prihajajo, ne. Tako, torej, starost ne prinese nič dobrega. Kvečjemu slabo, če nič ne spremenimo v svojem načinu življenja, ne. Ja, torej posledice takšne in drugačne, Vsi veste, ko pravijo, da prvo delamo v smeri za to, da dobimo denar in zapravimo zdravje, ne. Potem pa naredimo vse v tej smeri, da bi za ta denar dobili spet nazaj zdravje, ne. Pa včasih žal ne gre, ne. Res je, največ moramo narediti sami. Ja, res je. Torej, s to mislijo se midve z gospo Herto za danes poslavljava. Hvala lepa, ker ste bili z nami, ker ste nas spremljali, ker ste poklicali. Vse to boste lahko storili tudi prihodnjo nedeljo, ko bova spet z vami, z drugimi težavami, z drugimi problemi, z drugimi izdelki, ki bodo pomagali. Naj povem še to, seveda, da lahko vse izdelke, tako iz današnje oddaje, kot tudi iz vseh prejšnjih oddaj, naročite na telefonsko številko, ki se izpiše spodaj na ekranu, in seveda poveste, kakšne so vaše težave, če je bila to oddaja, ki je že nekaj časa nazaj, poveste, kakšne so vaše težave in z veseljem vam bodo svetovali, tako da rešite svoje probleme, ne. Hvala lepa za nocoj, mi se vidimo spet prihodnji teden. Lahko noč. Lahko noč.